Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Četrtkovo jutro, Gregorjevo in Lupčeka. Če ni moje boljše zvenelo, Ana, priznaj. Dolgi je moj bil. Jaz grem zdaj domov. Pravilno. Jaz tudi, Jeger, ti pa s tvojim dolgim pa ostani tu. Pa pridemo te jutri spet ostalo, pa zdaj dalje. Ja se bomo nekaj. To je bila tudi ena od tem danes zjutraj, v tem jutru, če ste slučajno zamudili, vabljeni, da prisluhnete o tem, kako smo rešili še eno dilemo študentke Eme, kako smo stopili blizu generaciji Z, kako smo govorili o enem trailu, ki je med 5 najbolj pričakovanimi od 2026 na svetu, ki je čez Pohorje. In ga bo Dejan upravil? Jaz pač ne. Ja, zato, ker te bo Jeger vzel sabo. Da. To smo rešili že. Fajn se me Jeger. Škoda, ti Jegro rečeš, da mora nekaj narediti, pa on kar potem to mora narediti. Tako da zdaj, evo, mi dva vedno ima opcijo, ne, nikoli je ne izbere, sam si je kriv. Ja. Pika. Zato pa jaz pač ne slišim klica gora. Ko kekeca ga bom navezal na štrik. Ne rabiš slišati gora, saj Jeger tudi ni dimnika slišal, pa Kristosovega izvora. Tisto sem pa jaz slišal. Priznaj, da si slišal. Pa priznam, dimnik je... Dobro, mogoče pa slabi primer, ampak mnogo je tega, kar Jeger ne sliši, pa naredi. Jaz se res predlagam. Zdaj pa povej, ko smo šla hokej špilati, recimo... Vrhunsko. No, moče, Ana, ti ne veš, ampak jaz zelo rad nove stvari poskušam. Jaz sem htela stopiti na tvojo stran, da bi Dejan enkrat zvabo nekaj in zdaj ti meni kontriraš nazaj. Evo, prosti. Ja, imaš prav, Ana. Torej, škoda, da ga niste mogli videti. Fajn se mejte, pa če ne drugače, jutri zjutraj ob 5:30, ko bo petek. Yes. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Danes je 12. marec oziroma Gregorjevo in ob tem, da se ptički ženijo, je, bomo rekli takole, malha ljudskih modrosti na temo Gregorjevega izjemna. To pa je. Malo bomo danes zjutraj pošarili, da vemo, kje smo v času in prostoru, kaj nas uči modrost naših prednikov oziroma modrosti naših prednikov. Po Gregorju od vsakega vetra sneg kopni, pravi ena. Ker logično, ne? In pa Gregorjevo je dan, ko gre luč v vodo. Ko spuščajo po rekah, te male gregorčke. Ja, bravo. Je pa tudi res, da ta pregovor velja tudi na splošno stanje, ker so dnevi že nekoliko daljši in se lahko več naredi zunaj, ne? In ni treba več hoditi z lanterno. Lanterno. Predvsem pa je to še ena priložnost, da pač poveste komu, ki ga imate radi, kaj je lepega, ne? In mi smo tiho. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Včeraj zjutraj smo v tem studiu gostili našo adrenalinsko bombo mariborsko Filipa Flisarja. Vedno zdaj je treba na koncu neke sezone potegniti črto in ta zimska je bila za Filipa res super. Smučanje iz piramide, zelo slikovito in unikatno, ker vprašanje, kdaj spet to bo. In pa zadnji dosežek, ki je bil spust skozi zelo ozek kanal od Belvija pa dol do Snežnega stadiona. O tem smo malo debatirali, pa je Filip tak povedal. Pohorje, glih takih rib... Da se lahko ravno dol spustiš, ne? Ja, mislim, glih tak je, da si vsak misli, da se lahko ravno spusti, dokler ni dan v situacijo, kjer ne more nič drugega narediti, da se dejansko samo ravno spusti. Vsak je, vse vete, kaj so Mariborče. Jaz grem s pležom, grem vsak ravno, skoraj da dole reče, ne? Pa skijem tudi, ne? Samo... Veš, ko pa ne smeš niti enega malega zavojčka narediti, pa pobremzati, pa je kar hitro na koncu, ne? Veš, in jaz sem pač imel idejo in zdaj leto se je to uresničilo. A tako da to je že nekaj časa, ta ideja? Ja. Pa tudi nekaj skokov je bilo vmes, ne? Tam tudi v zraku ne smeš nekaj, ker so bili skoki tudi več kot 10 metrov dolgi, ne? Ja, je bil, drugi je bil kar 30. No. Toliko o tem. Ker hitro gre se ne zgleda. Ne, veš,
glej, če greš ravno, imaš brzino in pol so prelomnice, te pač so skakalnice. Ja, mi nismo delali skokov, ampak tak pač je, sploh pa ko ni. Ne, če si zračunal, mislim, kak boš letel, pa da ne bi... Glej, se bo ravno... Veš, postavljeno je bilo ravno, ne? Sicer malo je tako zajebano, ker ti ne vidiš preko prelomnice, ne? Ampak v zraku te hitro lahko malo veter, veš, te malo brne, ampak zaradi tega pa sem celo življenje treniral, ne? Zdaj, eni to tako mislijo, ja, to je zdaj čista norost, pa absurd, veš, ampak jaz sem celo življenje treniral, pa to pa vem, kaj lahko in ta projekt, ne, tudi to bi rad rekel, marsikdo reče, ja, kaj to ti je Red Bull rekel, da narediš, ne, to sem... Ne, oni prijajo pa rečejo, naredi, to se niso morilci, ne. Jaz sem točno vedel, kaj jaz lahko, jaz sem bil zraven pri postavljanju proge, jaz sem jim rekel, gled, tu naredite tako, osko tam naredite tako, veš, da smo šli na limit, ne, oni so me tako skozi spravili. Ja, zakaj mora biti tako osko? Sem rekel, gled, ker je lahko, ker mora biti, ker drugače, po širokem se vsak glavo vozi. Ne more se, oprosti. Po širokem se vsak lahko vozi. Ja. V teoriji, nekaj lahko bremza. Imaš plac kam past, ne? Je pa Filip seveda razložil in to je bilo potrebno izpostaviti jasno najprej, da tega ne počnite sami, on je profesionalec in pa da je praktično vse to zelo premišljeno, da sicer neka mera tveganja je, ampak niti približno tako visoka, kot bi si kdo mislil. Dva smeo frenda, ko smo iz smučarskih časov skupaj, da sta mi pomagala, ker točno veste, kako jaz smučam, pa to. In smo se nekaj menili, ja, kaj bi bilo, če me bi zahaklalo, ne? Če bi me zahaklalo, se mi zdaj ne bi pogovarjali, ne? Ja. Prvo več kot pol kolo je bilo še raufanih v zemljo, zaradi tega, ker je bilo tako malo snega, da to ne bi nič spipalo ven, ampak bi lomilo kosti, ne? In on je rekel, ja, kaj bi bilo, pa en drugi rekel, sploh ga nas sprašuj. Pa sem rekel, ne, ni res, veš, poanta, ne, jaz vedno pri vsaki stvari, ko je tako delam, ne, preštudiram tudi kaj če, se jaz ne študiram pol, da se bo to zgodilo, ampak če ti ne študiraš, kako boš ti reagiral v tisti stotinki, če gre kaj narobe, ne, jaz sem si vizualiziral nekokrat, kaj bo se zgodilo, če bi mene zahakalo, kako bi se vrgo, da bi čim manjše posledice, ne? In pač samo to je, veš, navzven, tako si rekel, zgleda nekaj norost, noter v moji glavi je malo drugače, no, pač, ampak ja. Da bi le lahko za par minut pogledali. Ja, noter. Bi lahko razumeli. Celoten pogovor s Filipom najdete tudi na našem YouTubeu, torej na YouTubeu tega radia, tako da se splača pogledati, če veliko stvari ostalih je razložil tudi o morda malo načrtih za sezono 2026-2027, tako da je pa v Filipu že pred časom, lani Nina Pušlar napisala hit Nemirna kri. Tako dolgo časa pride Tine mimo pri Frasu in Medvarju in začne z čuj Fras, pa pol ok, ni glih tak, ampak podobno. Podobno, zelo blizu je, ker mislim tak, zdaj, če je Tine pri Frasu v Mariboru, si ti zdaj s tem efektom bil severno od Nürnberga, ampak dobro, tu nekje, ne? Ne. In pove, zdaj že po svoje kar legendarni slabi vic. Tak je bilo tudi na zadnje par dni nazaj. Čuj, Fras? Ja? Ti veš, zakaj si ženske zjutraj, ko se zbudijo, najprej oči pomanejo? Ne. Ker jajc nimajo. Tudi naša študentka Ima je tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Na 12. marec oziroma na Gregorjevo. Ima, ti poznaš Gregorjevo? Ne. Okay. Naj ti povem, to je originalno slovensko Valentinovo. Kaj? Praznik, ko se ptički ženijo. Ja. Okay. Ja, veš, ker zdaj Valentinovo je prišlo kot uvožen komercialni praznik tudi k nam, ne? Ja. Gregorjevo pa je od nekdaj, in kot je rekla Ana, to se po ljudskih modrostih je to dan, ko se ptički ženijo. Pa kače tudi, ko smo se naučili, zato jih je dosti tam zunaj. In posežimo v malho ljudskih modrosti.
povezanih z Gregorjevim, da vemo, kje smo. Ni toliko o ljubezni ta zdaj, ampak pravi takole: če breskve pred Gregorjem cveto, 3 eno pojedo. Kako lepo. Ali pa tudi ne. Ja, ker pol je slabo, očitno, ne? Ja, ker lahko prej šaka zmrzal, pa to ne. Vse to je to ravno. Torej ni lepo. Ja, ne, pač rivalo se je, no. Samo da se razumem. Ja. Tako. Upamo, da ne bo zmrzlo, ker je že začelo malo prsteti. In ja, to je na Gregorjevo. In ker je danes Gregorjevo dan, ko se ptički ženijo, dajmo tudi mi, če se zdaj slučajno 2 poženita, kje špila, to ti radio. Ja. Če se odvija poroka, dajmo eno nežno od Lady Gaga, recimo, ne? Dobro jutro. Dobro jutro. In tudi danes so tukaj dileme študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z, generaciji, ki je naša prihodnost in ki bo skrbela za nas, ko bomo v domovih starile. Dobro jutro. No. Ja, pač okej. Ja, pač tak je. Ema, na seznamu tvojih dilem, ki ti si kar reprezentativni vzorec, čeprav si ena za generacijo Z, tudi edina. Samo kar tipična, ne? Ja, kar tipična. Fajn, nič narobe s tem. Ne, radi imamo to, da vidimo. Ja. Ali je main character energy samo trend ali način razmišljanja? Način razmišljanja. Je? Ja, pač main karakter pomeni, da pač moraš biti glavni protagonist svoje zgodbe. Svoje ne? zgodbe, ja. Ja, pač. Pa se držite tega? Ja. Včasih celo preveč, ne? Ne. Ker pozabite, da je okoli svet in drugi ljudje tudi. Ja, moraš se počutiti glavnega. Ja, res je. Bi pa samo rekel, da odvisno, kaki glavni junak si. Ja. Imamo več glavnih junakov, ne? Imamo junake, imamo anti-junake, imamo pa bad guye tudi, ne? Tu imaš za. Ne, ampak podpiram to, da se zavedate ideje, da pač moraš biti glavni junak svoje zgodbe, ker samo ti si glavna junakinja oziroma glavni junak svoje zgodbe. Čistak, pika. Ampak, veš, noben ne more sam. Da moraš malo pustiti, veš, na ekih priprte duri oziroma ne zdaj vezati svoje stavbe v ekih skupaj. Sicer je zato malo bolj krhka, ampak je zato tako bolj lušno not. In še ena modrost ima, preden ti glavo raznese, vem, ja. Disciplina je najpomembnejša. Ja? Ja. Ne izgovori. Izgovori ponudijo samo kratkotrajna veselja in zadovoljstva, vodijo pa v veliko katastrofo. Tako da bodi glavna protagonistka svoje zgodbe, ampak bodi disciplinirana. In pusti na ekih odprto, ne? Tako smo rekli. Še jaz sem se zamislil. Pravilno! Se sta samo 2 ponedeljka, pa 3 torke od generacije Z, vi 2, Ana in Jege. Malo več. Malo več, baš tako da. Zadovoljna? Zelo hvala. To ti pravim. Tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Na 12. marec na Gregorjevo, ko še segamo, še zadnjič bomo posegli malo v malho ljudskih modrosti, da vemo, je seveda te, veš kaj tega. Ampak pač je nekaj par izbranih, da vemo, kje smo v času in prostoru. Marsikje so včeraj ti Gregorčki tudi šli po rekah navzdol. Je taki lepi običaj. Ema seveda ne pozna, ne? Se bo, počasi bo. Počasi. Se bo. Torej, nova ljudska modrost. O Gregorju pravijo: kmet dolgo njivo orje, klobuk po strani nosi, pa staro ženo kruha prosi. Dobra. Tu lahko na mesto kruha, kjerkoli drugi, ne? Ja. Po potrebi pač to povedati. Pisno, 5:07, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Četrtek je in ob četrtkih si v tem jutru pogledamo v portale. To je, ko Ana pogleda na moške portale in pač za svojo žensko energijo privleče na se neko vsebino, informacijo, ki pritegne in je gre na ženske.
portale, seveda. Ja. Taki Gregorjevo čudno- ima je malo stoplo, pardon. Ja, tako je. Kdo začne danes? Bom jaz. Okay. Dobro. Ja, če pa vedno Lahko. se nekaj cincamo, Tako, pol en more pobudo prevzeti. res je stezna. Ja. Jeger, zdaj te bom rešila, veš, zato sem jaz začela. To si Ker veš- našla na moških Ja, portalih. čakaj, no. Ker veš, da naj odajem vedno za frekava, da še nismo poročena. Aha, je res. Ne? Ja, kaj, Sem je- našla je članek, res ali nehaj ni? zdaj Ne skakati. vem, zakaj bi mogel to Ali tako je iz- res ali zakaj ni? bi mogel No, tako izpostavljati? čakaj, našla sem članek, v katerem je lepo znanstveno, mimo grede razloženo, kdaj je primeren čas, da se moški poroči. Okay. Ne? Včasih je zdaj pač veljalo, da je treba poroko opraviti do 30. leta, danes pa se meje nekoliko premikajo. Jeger. Absolutno. Ja, poprečna starost za prvo poroko v Sloveniji se približuje 32. letu starosti. Okay. Ne? Optimalno obdobje pa pazi zdaj to, Jeger, med 28 in 40 letom. Imam še čas. Tako da dihaj, pubec. Ja, Še 7 let. Še 7 let imaš časa. 7 let je. Ja, zato, ker je to tudi 6,5 obdobje, kjer pusti. moški načeloma postane oče in to pač za sabo potegne tudi poroko. Ne? Tem, To je okvirju matematika. noter. To je, se pravi, No, po imaš, matematičnih izračunih Ja, ja. je čisto vse ok. Ja, ja, po matematičnih, življenje ni matematika. Vprašanje je, kako se doma sprejema ta ideja. Še 6 let imaš časa. Je 7. samo glih 7, glih je padel dol en kružnik, tang pa se razbil. Ne. Pa nima. seveda imam. Okay, dobro. Čeprav zdaj sem že malo nad povprečjem, ne malo kvarim povprečje, ker sem mislim, Zelo več malo, 32. Jeger, sodeluj z mano. Ključno. Zdaj se bom ženil, ta vikend. Aha. Ne, se Kaj? ne bom, Kaj, hecal lahko? se, ne. Da me jaz ne bo poklical, Zakaj si zdaj to pa rekel, vpraša. Ne, nimamo časa Ne, pa za vikend. tudi ton bom izpostavil, ki je bil zraven. Ne? Dobro, hvala, Ana. Zanimivo, kar si našla na moških portalih. Kaj pa je Jegerovo pozornost pritegnilo na ženski? Ja, pa je res ena stvar, ki me je zelo pritegnila, ker jaz. Ko boš umrl? Si v redu? Ja. Živo? Enkrat vsi. V glavnem, Dobro. ena stvar, ki me je pritegnila, zato ker jaz tudi večino časa nosim kavbojke, Ja? perem jih pa ne. In potem so tu na ženskih portalih napisali 3 napake, ki jih delamo pri pranju kavbojk. In je recimo prvič prepogosto pranje kavbojk. Se pravi, nekje na približno 10 nošen naj bi opravil, razen če so pač vidno Fuj. umazane ali pa. Ja. No, Ker ja, drugače, okej, če dobro, prepogosto ampak- pereš, se poškodujejo, bledijo. Ne, Prej te so zadeve. hin. Ja, zato da si lahko pol nove kupiš, vse vseeno, no, dalje. Izbira napačnega detergenta, ker eni so preveč agresivni, imajo v sebi preveč belila. Da, to je še ena stvar, in pa uporaba sušilnega stroja. Tudi to zelo, Jaz delam zelo, vse narobe. zelo poškoduje. Vsaj in Ampak, točno to. ja. Jaz imam rad moje kavbojke, samo ne vem, kako se doma z njimi, potem, ko jih jaz dam v kožo za umazano perilo, z njimi ne. Neguje. Okay, pazi, veš, to je, ima, zdaj ti bom samo povedal, tako se Okej. tlakuje pot v pekel. Ne. Najprej je povedal, da se je sedelo norca iz tega, kako se ne bo poročil, zdaj pa je še rekel, da ne zna prati. Niste rekel, ne znam prav. Samo Še bom pa kako preveril otaš, če bi danes lahko doma. dodal. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako dramatičen začetek. O ja. Ja, se tudi je dramatično. 10 dni je do parlamentarnih volitev v Sloveniji in bitka se zaostruje. Zelo zaostruje. Težko bi rekli drugače. Ja, res je. In najbližje diplomiranemu politologu v ekipi tega jutra, Matic Jeger, spremlja zgodbo. Ne? Ja, in vse polno je že naslovov tam zunaj. Slovenski Watergate ali prevara s pomočjo umetne inteligence. Tako da zdaj je tu na. Watergate smo bolj rekli. Ja, ampak Watergate. Watergate je mogoče tudi bila ena z vato. Ampak, ok, pardon. Ja? Okay. V glavnem, ja. Prišli so v javnost vsi ti posnetki pogovorov telefonskih, najprej med nekdanjo sekretarko Svobode Vesno Vuković z Barbaro Kolenko Helbl, generalno sekretarko vlade, o tem, da
Alenka Bratušek krade javna sredstva, Seveda. pa potem med Vesno Vukovič in poslanko Tamaro Vonta, da Mojca Šetinc Pašek ni primerna za mesto predsednice preiskovalne komisije, ker naj bi njen mož imel stik, lobistični stik z Golobom, ki pa potem se ni uresničil. V glavnem, zdaj so prišli ven še videoposnetki celo Dominike Švarc-Pipan z enega sestanka, ki ga je imela z nekimi investitorji, oziroma 2 sestankov, ki jih je imela z investitorji, z nekim britanskim skladom, ki pa so se zdaj nekako prišli do tega zaključka, da je bilo pravzaprav vse zrežirano, vse nastavljeno. Spletna stran tega investicijskega sklada več ne obstaja. Vsi tisti 2 osebi, s katerima se je Dominika Švarc-Pipan pogovarjala, nista več odzivni. Dobili so se na 2 sestankih na Dunaju in kako daleč je vse skupaj šlo, ker ona je dobila plačano pot na Dunaj. Vse stroške so ji oni pokrili. Spostavili so spletno stran, postavili vso komunikacijsko infrastrukturo, samo zato, da so jo dobili na sestanek, kjer so pač lahko posneli določene trditve. Bi samo rekel, da je kar slab fact-checking bil v ozadju, v režiji na ministrstvu. To je vse, kar bom rekel. Ja. Pa se zdaj mi ne opravičujemo nič, samo opozarjamo na stvari, ki se dogajajo in da nič od tega, kar nasplošno velja v politiki, sploh v predvolilnem času, ni tako, kot zgleda na prvi pogled in na prvo žogo. No tako, ker vsi, tudi Dominika Švarc-Pipan je sicer priznala, da je bila na 2 sestankih, ampak da vseeno manjkajo zdaj deli pogovorov, se pravi, da je bilo vse skupaj zrežirano z namenom manipulacije in vplivanja na pač predvolilne dogodke in da tudi razlaga, da so nekateri posnetki prirejeni z umetno inteligenco in da bo pač podala kazensko ovadbo na policijo. In apropo umetna inteligenca, kdaj smo že mi govorili, veliko pred začetkom te kampanje, da bo to prva AI kampanja, in zdaj se te stvari uresničujejo, tudi tako na odprtem, ker pač očitno ni bilo tako dobro narejeno, da sploh ne bi opazili. Če je bilo, seveda, se ne ve noben zares. Ampak že takrat je strokovnjak za nas, Tadej Štrok iz inštituta Danes je nov dan povedal na to temo enih par zanimivih stvari, ki jih je treba vzeti v obzir. Aspekt dezinformacije. Umetna inteligenca oziroma vsebine umetne inteligence so danes lahko tako prepričljive, da lahko prikažejo nek prizor ali bodisi audio, video posnetek kot resničen, čeprav ni. Takšni akteri ponavadi igrajo na čustva, če nas nekaj zelo razjezi, šokira, pa tudi nasmeji, pomeni, da v bistvu poskuša manipulirati naše čustva, takrat se pa potem racionala oziroma pač razum se ponavadi malo odklopi, kadar so čustva v igri, tako da to je tisto, kar je nekako najbolj nevarno in kar moramo biti pozorni. Tudi mogoče kakšne druge vrste vsebin z umetno inteligenco, predvsem recimo satira, pač skozi humor, v bistvu tudi lahko ima precej veliko propagandno sporočilo, manipulacije oziroma vplivanja na volilno izbiro. Tako da samo še enkrat opozarjamo, pamet v roke, nič drugega. Razmislite, če je nekaj predobro, da bi bilo res, običajno ni, in če je nekaj preslabo, da bi bilo res, verjetno tudi, neodvisno pač kdo govori. V vsakem primeru se pametno odločite. Dobro jutro, Tine. Dobro jutro, Dejan. Jutro. Prvič s kolesom v novem letu. V službo. V službi, ja, seveda. Gre. Je bilo kaj frišno, ko si se pelal? Imel sem kapo še, Okay. Ja. ker tam proti Koblaru dol, ko se spustiš, tisto Pa oni filc grabo not. ob mošnji. Ne? Ne, to imam naravno. Ne, to imam noge skuptišim, da mi Okay, po dobro. zvoncih piha. No, skratka, da se tudi zjutraj ob 6 že s kolesom. Jo, gre, lahko to. To je bila osnovna informacija. Pa da obstaja filc. Če te razebe. Ok, kaj imamo danes, Tine? Eno tako, se to non-stop, ne, pa pol vsako leto isto, samo vsako leto znova me tak, shit, ne, kak je to možno, da je leto 2026
Ja. Od leta 2000 isto oddaljeno, kot je bilo leto 2000 od leta 1974. Kaj? Meni To čivka še v najo glavi. recimo ni bilo, ne? Kak ti čivka v glavi? Zadnjič leto 2000 pa plus minus 26, je to. Ja, in Samo ko rečeš nekaj, ko rečeš 2000, pa mislim, dobro, to je zdaj tu. Ja, nekaj, ne. ja ni, ne? Ja, ni, ne. Ker je tako daleč, kot takrat leto 74, ko si bil, ko smo leta Smo, ja. 2000 se menili, pa si rekel, kaj pa leto 74, pa kaj ti nor, to je prav zgodovina, ne. Tako zdaj lahko rečemo za leto 2000, ok, daj nekaj zdaj. Res ti ne. no pa to Zakaj? ti pravim. Zakaj? Pa veš, da je leto 74, samo V redu je. recimo... Okay. Kot napovedano, letos prihaja eden 5 najbolj pričakovanih pohodniških trailov na svetu, vsaj po mnenju BBC-ja, Tako je. in ta bo tu pri nas. Zdaj, jaz sploh nisem vedel, da taki traili obstajajo, ker pač poznaš te, ki so pač popularni, kot je El Camino in podobni, ne? Apalaška pot, ne? Oziroma Apalachian trail je, To so pol pa se te, počasi konča. no, ampak to so te večje svetovno znane, je No, pa tudi recimo... Gondolo, pa Pohorski Kerlc, recimo je tudi en taki trail, ne? Recimo tudi, ampak tudi pot slovenska planinska pot, oziroma slovenska transverzala je tudi trail, ne, sestavljena iz več etap. Vidiš, zato pa je fajn, da imaš planinskega vodnika, ki ti razloži. Tako, Ampak in zdaj prihaja en prav poseben, povej več, Eger. junija naj bi se ta pot uradno odprla, gre pa za trail Pohorje-Kozjak in sicer za 174 km dolgo pot, ki se začne v Mariboru. Koliko še enkrat? 174 km. Okej. Začne se tu doli pri Pošteli, tako kot tudi slovenska planinska pot, in gre potem čez Pohorje do Dravograda, kjer greš preko Drave. Greš prav tu čez ali kakšna posebna pot? Zdaj tu na tem trailu so dodani še 3 kralji. Teda, Pa Črno jezero, da se greš malo Črno vsest, jezero, pa najvišji- nogice ohladiti. tako, najvišja točka je Črni vrh, najvišji vrh Pohorja. Koliko je visok? 1555 metrov. Ne, Hvala, 56, ne. 43. 43, dobro, Ampak si bil zelo pač to blizu. nekaj. Ja, Prav, ok, prav, prav. hvala. No in potem preko Drave, v Dravograd in potem čez Kozjak nazaj v Kamnico. Aha, Če bi recimo v enem kosu prehodili, ocenjujejo ti, ki kreirajo to pot, da bi jo prehodil v 59 urah. Sicer je pa pot sestavljena iz 20 etap, 10 etap na Pohorju, 10 etap na Kozjaku, kar pomeni, da tudi ne rabite zdaj v enem kosu je prehoditi, ampak recimo greste za vikend pa prehodite 3 etape, pa potem spet čez določen čas, ne, ker dostopi so tudi možni iz večjih krajev, recimo z Ruš, z Lovrenca, je pač z Reč. pametno se moraš zmeniti, ne, da te dajo ven pri Pošteli, pa te morajo v Kamnici čakati, ne, da nimaš pol še 21. etape Kamnica po Pošteli. Dobro, ja, ampak če se odločite za to, da boste vse skupaj prehodili v enem kosu, potem pa če to večdnevna Lahko pa odhodnica. greš, ker so koče vmes, prespiš in No, nadaljuješ in... Tak je mišljeno, da Wow. greš v enem kosu. Ne? Lepo, in Lahko zakaj greste se... tudi šotorom. No. Ja, Ja, ne. lahko šotoriš na Pohorju, tudi, kot tak? Ja, če te ni strah volka, ne? Ja, no, ja. Pa ostalih. Pa Ko medved. pride po noči, hudi jelen pa. Hudi jelen. Tako so, to so ti zvoki. Res. No, ampak, Hvala. to pot so skreirali na regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor in meni se blazno dopade, da imamo eno tako večdnevno obhodnico tukaj blizu, tako da jaz mislim, da jo bom enkrat... Boš jo mazno, Ja, bom se reče. mazno, tako. Kako so pa na BBC-ju za to zvedli, oziroma kako smo prišli na ta seznam? Ja, verjetno malo promocije z naše strani, pa verjetno na BBC-ju iščejo kakšne take Ker zanimive težko biti na traile. intervjuju. Enkrat tu je pri en nas, prišel ne. v Kamnico, pa je rekel, veš kaj, tu bi pa ja. mi lahko začeli. Ne, končali. A ja, končali pa. Kamnici. Vedno od konca naprej gledajo, imaš prav. Ja. Okay. Ja, vredo, Iger, hvala lepa. Tako da jaz se veselim junija, da se to otvori, pa da gremo pogledat. Srečno, fajn se imejte. Ja, ne gre z mano. Mislim, Lahko bi šel. imam rad Pohorje, samo ne. Daj vzami ga, Igor. Tega bom. Ne. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Okay, pomembno je, da kadar se le da črtamo stvari iz svojega bucket lista. Ja.
Da probamo čim več stvari, doživimo čim več stvari, ki si jih zadamo. In ena od takih je bila pri Frasu in Medvarju, da enkrat polže probata. Med drugim, seveda. Ne? In sta šla dan pred Gregorjevim, zdaj ne vem, kdo je koga povabo. Lepo. Ja, se veš, ne? Lepo. Ne? Sta šla k vnukecu, kjer so seveda ima dali celo prezentacijo, ampak o tem bo sta ona dva kasneje. Ampak sta pa poskusila tudi polže. Res? Ja, tako da sta na seznamu teh, ki smo probali že escargot. A ti tudi? Seveda. Bravo. Sam nisem bil z njima. Dobro. Jaz sam jem polže, verjetno. Ne rabim emocionalne podpore. In kak ima je bilo? Medvar si perajti. Ja, napočil je ta dramatičen trenutek, prvi v življenju v usta polža. Čakaj, kaj ga zahaklam? Če vre. Mislim, normalno imaš nekaj v glavi, ne, ono je polž. Ampak je pune dobro. Česnovo maslo je zraven, tako da česen kruh si lepo daš. prevladuje česen, ne? Ja, pa polž. Ampak ni za nekaj, kot da bi kuhal. Po teksturi me spominja kot na piščančje stegno, če bi griznal. Mene pa tako, kot da bi polža. Ja, dobro. No, zdaj, da ne boste mislili, ni žilavo. Pa Ne, nič tako lepo razleti v ustih, tako da pridite na polže. zanimivo. Kaj kak je polž? Ja, daj pojej. Ne? Ni Zanimivo. cegla. Jak sta bila hecna. No, glede na to, da smo mi že jedli z Binetom tudi. Ja, mi smo jedli kekse. mokarje zadnje. Ja, Tako. iz Črveke. Tako. Trveke. Tako da ni to nič nenavadnega, Kekseko, ne? ampak bilo je zelo dobro in sem vesel. Pri vnukecu so lepo poskrbeli za njo in verjamem, da bosta o tem poročala tudi danes v Fras in Medvar šovu. Ampak sta še dva na našem seznamu. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.